Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novi oddaji Klepetalnica. Danes bo govor o eni stanovski organizaciji, gre za Združenje turističnih vodnikov Slovenije in v goste smo povabili gospo Dunjo Olgo Bohorič, ki je predsednica tega združenja. Ste pa bolj frišnike, ne sveža predsednica, letos ste prevzeli predsednikovanje. Dobrodošli v našem studiu. Dober dan in hvala lepa za povabilo. Torej, res je, letos februarja sem prevzela predsednikovanje tega združenja in moram reči, da nihče takrat v tistem trenutku ni pomislil na to, kaj nas pravzaprav zdaj čaka v teh mesecih, ki smo jih preživljali s koronavirusom. Torej, jaz bi skoraj rekla, da verjetno niti ne bi prevzela, če bi vedela. Ker en mesec je bilo čisto prijetno. Bili smo v karanteni, lahko smo doma urejali, pospravljali, od slik, materialov in vse sorte zadeve, potem se je pa začelo. Ampak vsaka slaba stvar ima tudi kaj dobrega. Gotovo ste postorili kakšne stvari, ki jih poprej ali pa v normalnih razmerah ne bi. Gospa Dunja, vaše združenje, pravzaprav s kakšnim namenom je bilo ustanovljeno, če greva malce v preteklost, oziroma kaj je narekovalo, da ste se turistični vodniki združili, da ste verjetno s tem tudi bolje organizirani in se sliši vaš glas tudi kje drugje? Ja, torej to naše združenje je dejansko nekje, bi rekla, krovno združenje turističnih vodnikov Slovenije in sicer je staro zdaj že 32 let. To se pravi, da je bilo ustanovljeno še globoko v Jugoslaviji. In kakšni so bili takrat tisti začetki, bi jaz težko rekla. Vem po pripovedovanju, namreč jaz sem sama članica 18 let tega združenja, ki seveda je bilo že potem slovensko združenje. In takrat so vstopali vodniki, ki so pokrivali torej od Slovenije, tujine, Jugoslavije, seveda najrajši, vsa ta področja oziroma območja geografska in imeli so tudi dovoljenja, ravno tako licence. No in ko smo prišli potem v Slovenijo, smo padli pod Turistično gostinsko zbornico Slovenije, ki je tudi zdaj v tem času merodajna za izdajo naših licenc. In potem se je zgodilo tako, da nekateri vodniki še iz prejšnjih časov niso bili pozorni in jim je ta licenca iz prejšnjih let, še jugoslovanskih, tako rekoč propadla in so potem to mogli tudi obnavljati. Skratka, malo komplikacij je bilo, vendar lahko rečem, da je bilo takoj po letu 90 v tem našem združenju kar veliko članov, mislim, da je bilo celo tam nekje okrog 500 članov, ki so bili registrirani na tej zbornici, turistično-gostinski zbornici, da pa je s časoma to število potem tudi upadlo. Namreč potreba po vodnikih je še vedno. In ko ste vprašali, kje so razlogi za to združenje, ne? Seveda so razlogi v tem, da se nas najde, da se vodnike najde, da vodniki pač pokrivamo področje, ki ga nekdo potrebuje, ali je to agencija, ali je to mogoče tuja agencija, domača agencija, a so to društva. Skratka, nas lahko najdejo, mi imamo tudi svojo spletno stran, ki jo zdaj posodabljamo, to moram pač povedati. In mi smo potem vodniki na razpolago za vse te povpraševalce. Delujemo v bistvu po izdaji zakona iz 2018, torej zakon o pospeševanju turizma, delujemo kot vodniki, kot lokalni vodniki in kot vodje poti. Torej, vodje poti, mogoče boste malo se začudili, vodje poti, kaj to pravzaprav pomeni. Jaz bi tako rekla, veliko ljudi pozna turistične spremljevalce. Turistični spremljevalci so zdaj ukinjeni,
kot, to se pravi, so deregulirani. Ni več potrebno niti izpitov delati za spremljevalca ali vodje poti zdaj po novem. In vodje poti so pravzaprav osebe, ki spremljajo ljudi na potovanjih, vendar pa nimajo te pravice in možnosti razlage o zgodovinskih torej objektih in zaradi tega je potrebno najemati lokalne vodnike. Lokalni vodniki so, kot rečeno, večkrat že zelo potrebni. S tem pa, da smo mi, ki imamo pa državne licence, pa še vedno tisti vodniki, lahko smo tudi kot vodje poti, kakorkoli vzamete, odvisno od tega, kje delujemo, ali smo znotraj Slovenije ali gremo v tujino, ampak če smo recimo doma, lahko nastopamo kot vodniki. Jaz recimo z licenco, državno licenco, lahko vodim tudi v Murski Soboti, lahko vodim v Kranju, kjerkoli. In recimo za skupino, ki jo imam, ki mi je poverjena v tistem trenutku, lahko pač peljem to skupino kjerkoli. Lahko pa tudi seveda, če je to v dogovoru ali z agencijo ali z nekim društvom, kakorkoli, lahko najamem tudi konkretnega vodnika v enem manjšem kraju. Dunja, povejte mi, ko ste povedali državni rang, lokalni državni rang, kako je pa zadevo recimo, če prestopite mejo? Vi ste vodja poti, ste tudi državni turistični vodnik. Kako je to regulirano v tujini? Vem, da svoj čas so recimo ob Benetkah hudo gledali na nas, ki smo včasih pripeljali skupine in znali tudi kaj obrazložiti, povedati. Nekateri kraji so imeli kot neko zaščito, da se mora najeti seveda lokalnega vodnika. Kako je to v tujini? Recimo, da potujete se s skupino, s avtobusom ljudi do Pariza, razlagate spotoma, morda še Pariz. Kako je to v tujini? Ta državna licenca velja tudi v tujini? Ja, to je pravzaprav eno tako zanimivo vprašanje. Jaz pravzaprav moram biti vodnik. Moram biti vodnik, ko grem v tujino. V Italiji moram zaprositi Ministrstvo za turizem, italijansko, da dobim licenco, da dobim potrdilo, da lahko vodim v Italiji. Pravzaprav to ni licenca, ampak je samo dovoljenje za konkretne poti, ampak pokriva to celo Italijo. Enako je recimo Avstrija. Jaz lahko vodim kjerkoli v Avstriji, razen tam, kjer je eksplicitno rečeno, da moraš za muzej, grad ali kaj podobnega najeti tam vodnika, ne. Problem je v tem, da jaz grem lahko ven tudi kot vodja poti, ampak ko pridem nekje v tujino, moram najeti oziroma mora agencija najeti lokalnega vodnika, ampak kaj se zgodi? Jaz postanem naenkrat prevajalec. Ker nikjer ne boste najdli v nekje Brunek ali pa ne vem kje, v Lyonu ali pa ne vem kje, vodnika, ki bo govoril slovensko. In jasno, nastane problem, jaz moram prevajati. Kako bom prevajala? Jaz nisem prevajalec. Jaz obvladam jezik, kamor grem, toliko, da se lahko vse pogovorim, ne bom pa prevajala. Ampak jasno, zaželjeno pa je, da znam jaz toliko ta tuji jezik, da lahko prevajam tudi lokalnega vodnika. In s tem seveda delamo mi tudi usluge agencijam. To je pa roko na srce. Povejte mi, čas je, da malce predstavimo poklic turističnega vodnika. Se pravi, šolanje, kakšno izpopolnjevanje, potem verjetno še dodatni kakšni tečaji, izobraževanja, ki imate letno, licenciranje, verjetno imate kot vse povsod pri tovrstnih ali pa podobnih poklicih letno licenciranje oziroma letno podaljševanje, bova rekla licenca, ampak z nekimi preizkusi, z nekimi testi ali pa vsaj z nekim srečanjem, predavanjem in dodatnim izobraževanjem. No, to je tudi eno lepo vprašanje, pravzaprav kar dolgo vprašanje, veliko je odgovorov na to in sicer imamo srednje šole za turizem. To je ena zadeva, torej gostinska, turistična smer in tako naprej. Imamo višje šole
In marsikdo je prepričan, da ko pride iz take šole, da je lahko že kar avtomatično vodnik. Ne, jasno, da ne. Je pa to odlična podlaga. In marsikdo iz teh šol potem pride tudi na seminar za turističnega vodnika. Je celo možno, da pridobi samo vse materiale in se samo prijavi na izpit, ampak moram reči, da jaz bi vsakemu priporočala, ne gre na seminar, ker mi, ki smo že dolga leta v tem poklicu, smo prepričani, da so še malo prelahki ti seminarji oziroma izpiti. Mi bi bili zelo za to, da so to še malo strožji, ker jaz poznam tudi sistem v tujini, kjer so turistični vodniki, diplomirani turistični vodniki, ki imajo diplomo na posameznih visokih šolah za turizem in potem se usposabljajo dodatno kot spremljevalci na raznih vožnjah, se usposabljajo za praktično delo turističnega vodnika, kar pri nas zelo, zelo manjka. In mi tudi v združenju smo zelo naklonjeni temu, da bi usposobili mlajše vodnike, to so lahko mlajši seveda po stažu, ne govorim o letih, ker tudi pri kasnejših letih lahko postaneš vodnik. Torej, da bi te ljudi mi majhen upeljali v način vodenja in jim s tem veliko pomagali. Torej, ni vse samo šola, ni vse samo tečaj, pa tisti izpit, ki greš potem delati, ga tudi ni nujno, da ga narediš, ga lahko tudi ponavljaš, tako da moramo tudi to povedati. Torej, lepo bi bilo, da bi imeli tudi več dopolnilnega izobraževanja. Mi se seveda tudi zelo trudimo, v našem združenju imamo tudi strokovne izlete. Na teh strokovnih izletih mi predstavimo tudi material, recimo za nekoga od nas, torej vodnika, da lahko potem naslednjič skupini predstavi določeno območje, določene znamenitosti, zgodovinske, zemljepisne in tako naprej. Ne? Nekaj malega sem, seveda se tudi sam ukvarjam, nekaj malega, kar precej let, še tudi v rajnki Jugoslaviji. Ne. Mi smo takrat imeli za praktičen del, da si nekje postal turistični vodnik, smo imeli mentorje in si moral na 5 potovanj, mislim, da je bilo 4 ali pa 3 enodnevna potovanja oziroma izleti in 2 večdnevne, kjer si se priučeval v praksi, kar pravite, da sedaj manjka. Ne? Mislim, da je bilo to dobra... Torej, sestavni del izpita je praktični del, to je še vedno, in sicer se prevzame en del Slovenije za ogled, za razlago in seveda niti ne veš, kateri del boš pravzaprav dobil za obrazložitev, ne? In vse to je v bistvu prav, ne? Tako da mi se trudimo tudi v tej smeri, da bi majhen pojačali to strokovno izobraževanje, ne samo na izletih, ampak da bi pripravili tudi kakšno sicer strokovno predavanje. Zdaj se pogovarjamo tudi o tem, da bi vodniki imeli vsi prost vstop v muzeje, v gradove, v objekte, kjer so te znamenitosti, da se recimo, ko veš, da boš imel neko potovanje oziroma neki izlet, neko ogled, da greš lahko prej že tja, da lahko na poti že poveš svojim potnikom, kaj se pravzaprav v tistem objektu ali pa na tistem območju vidi. In zdaj seveda naletimo na zelo pozitivne odzive tudi na zavodih za turizem, kjer nam pomagajo pripravljati te povezave z muzeji, z gradovi in podobno, da nam omogočajo prost vstop, da si gremo lahko določene stvari ogledati in da potem lažje odvodimo tudi neko skupino. Gospa Dunja Olga Bohorič, vi verjetno za nove vodnike razpisujete te seminarje, kje se da to najti, kje se da dobiti, recimo, da nekdo od naših gledalcev, ki nas bo
seveda prisluhnil in pogledal našo klepetalnico, najin pogovor, ne, pa zanima, v časopisu ne vem, če to najde, ne vem kje, kako, kdaj, v katerem času, približno spomladanskem, jesenskem, razpisujete to in potem seveda kam mora stopiti, da dobite informacije. Torej, zdaj bom mogla, zdaj moram reči res direktno, da je to najboljša informacija na turistično-gostinski zbornici, torej tam, kjer izdajajo tudi licence za turistične vodnike in tam so tudi navodila o tem, kako pristopiti k izpitu, kje se organizirajo te seminarji. Namreč konkretno naše združenje teh seminarjev ne organizira, vsaj v tem trenutku ne. Imamo pa člane, ki so bili tudi v našem združenju, pa so mogoče zdaj naredili tudi svoje društvo, pa take seminarje lahko organizirajo, tako da jaz točno ne bi zdaj več vedela povedati, kot najboljša povezava je Turistično-gostinska zbornica Slovenije. Tako. Kaj so tiste odlike, ki odlikujejo vrhunskega turističnega vodnika od tistega malo bolj, bova rekla, nerodnega, seveda zraven znanja o umetnostne zgodovine, sakralnih in drugih. To se da naučiti, to danes najdemo. Ja. So pa nekatere lastnosti, dobro, znanje tujega jezika ste že omenili, so pa nekatere lastnosti Dunja, ki seveda so priporočljive še kako za turističnega vodnika. To je retorika, to je recimo vzpostavljanje komunikacije, stika z ljudmi, ko imaš 50 ljudi na avtobusu, je fajn, če hitro navežeš stik, ne samo vizualni, ampak tudi tisti, rečemo mi, energija, kemija je nekje v zraku, ne. To je tisto, verjetno tudi iznajdljivost, kajti jaz se spomnim svoje izleto, nepričakovani trenutki so se nam dogajali na izleti in si moral reagirati hitro, všečno in seveda s čim manj škode na ljudeh, ki si jih peljal, da so čim manj zaznali neko težavo, bodisi da je to bil težava z avtobusom, da je to bila težava nekje z vaučerjem, kot radi rečemo, ali pa z gostinskim delom, s hrano, to si moral potem kot punčka za vse reševati. So to odlike, ne, turističnih vodnikov? Torej, jaz mislim, da ste to tako lepo povedal, da pravzaprav meni ni potrebno ničesar dodati. Na vsak način je, ali pa bom rekla, kar najtežja zadeva, ko priješ nekje na avtobusu, se pomešaš malo med ljudi, se malo z njimi pogovarjaš, in po tolikih letih dobiš zelo hitro občutek, kje boš naletel na en pozitiven odziv tudi z njihove strani, kje bojo pa problemi. In da so problemi, torej praktično je nemogoče, da jih ne bi bilo. Če je 50 ljudi na avtobusu, bom rekla, da jih je 30 strašansko zadovoljnih, da jih je 15 zadovoljnih kar tako v redu, da so pa tudi nekateri, ki rečejo, a res moramo tole poslušati, zakaj pa ne gremo raje tja, a ne bi se tukaj malo dalj časa ustavili, jaz pa želim eno pivo popiti, jaz moram pa cigaret prižgati tudi med potjo, ne, tudi pridejo prositi, če se lahko ustavimo za to, da nujno nekam mora iti, pa ga pa vidiš, da vzadaj za avtobusom prižge cigareto. Skratka, pri 50 ljudeh je to zelo, zelo različno in najbolj smo vodniki veseli, če je vsaj tistih, rečemo, 30 zelo zadovoljnih. Da pa so zadovoljni, moramo se pa zelo potruditi in tudi ugotoviti, koliko je tistih besed, ki so dejansko namenjeni eni močni razlagi zgodovinski, umetnostno-zgodovinski, zemljepisni, nekemu poudarku na določenem območju, kjer se nahajamo. In koliko je takih ljudi, ki z veseljem prisluhnejo, kakšno je pa življenje tam, kjer se mi skozi neko pokrajino vozimo. In jaz sem pristaš tega, da zelo rada povem o življenju
na tistem območju, kjer se vozimo, in da znam tudi kakšno zgodbico povedati, kakšno legendo, kakšno zgodovinsko zgodbo. In moram reči, da na koncu pride veliko pohval, ravno na ta račun, da poveš malo o življenju, malo o zgodbah in kaj zabavnega. Večina ljudi ima to zelo rada. Seveda se pa najde kakšen, ki mu pa to tudi ni prav. Zelo lepo ste tole povedali, torej bova dodala lastnost prilagodljivost, Tako ki se je. moramo prilagoditi oziroma tisti turistični vodniki. In tudi sam, pa tudi ko sem se s kolegi srečeval takrat, ja, tudi jaz, operirati z nekimi številkami, zgodovinskimi podatki, pa številkami, to ljudje ne radi slišijo. Če pa poveš neko zgodovino skozi neko anekdoto, legendo ste vi rekli, pa tudi če je morda malce v meglo zavita, pa ni resnična, ampak to recimo pritegne poslušalca, da. Seveda pa prilagodljivost glede na strukturo, koga imaš na avtobusi, že sami smo vedeli, so to preprosti ljudje, je to recimo z ruralnega področja, so to profesorji visoko akademsko izobraženi, zopet se moraš prilagoditi na njihove zahteve in tudi dvigniti malo nivo, vsega pa tako ali tako ne vemo turistični, oziroma ne veste turistični delavci. Je pa res, ko sva takole se pogovarjala o tej oddaji, izlet je lahko malo slabše organiziran, pa kje kaj manjka, pa morda nekje moraš nekje počakati, kakšno uro, kar seveda ne bi, ker čas je dragocen, to je dragocena danost na izletih, pa je dober vodnik, bo vse na koncu zapisano, da je lepo. Lahko pa je vse super organizirano in je malo slabši vodnik, ki ne najde stika s temi ljudmi, ki, se veste, zadnjimi smo šli spat, pa s prvimi smo vstajali na večdnevnih izletih, pa je lahko potem zapacan izlet. Še to zmeraj verjetno velja. Ja, to je res, to imate zelo, zelo prav. Torej, dober vodnik lahko naredi tudi slabo organiziran izlet odličen. Lahko je pa zelo dobro zastavljen izlet ali pa potovanje in če ga vodnik ne obvlada, če se ne znajde, če destinacije ne pozna, ne ve, kam se obrniti, potem je pa lahko to zelo hudo in so ljudje lahko zelo razočarani. Jaz sem recimo tudi pristaš tega, da se mi ni enkrat, ampak kar večkrat zgodilo, da smo se peljali mimo neke UNESCO-ve znamenitosti in sem zavrtela telefon, poklicala agencijo in vprašala, 16 kilometrov je do te znamenitosti, a dovolite, da naredim ovink. In smo šli to potem pogledati in so bili ljudje navdušeni in so to razumeli. Se pa zgodi tudi to, da recimo naredim tak obhod, naredim tak obvoz, o zadevi povem tisto, kar sploh ni bilo predvideno, pa se mi pojavi potnik in reče, premalo ste povedali o tem slikarju in o tej sliki. To pa je vedno. To pomeni, jaz sem naredila to kot dodatek, ne namen, da bomo si ogledovali slike in posamezne kretnje na tisti sliki, pač pa vtis nekega dodatka in seveda se tudi to najde. Povejte mi, vaše združenje kot tako, kot krovna organizacija, kako se financirate? Imate kakšne finance z države ali vi ste bolj civilna družba ali dajejo kakšen odstotek turistični vodniki od svojega zaslužka združenju oziroma da opravljate kakšni servis za njih ali pa je to zgolj samo članarina? Odlično iztočnico ste mi dal, da bom v prihodnosti bomo poskusili z malo povečano članarino in seveda z dodatkom za vključitev nekih sredstev v samo združenje. Ne. Zadeva je taka, mi se financiramo izključno od članarin. Ampak imamo v našem statutu, mimogrede lahko povem, da imamo na naši spletni strani eno stalnico, to se pravi, ni novica, ampak je zadeva, ki je že nekaj let. In sicer imamo statut združenja, imamo ob 30-letnici našega združenja smo izdali tudi brošuro, tako da imamo tudi to brošuro
objavljeno na spletni strani. Skratka, imamo statut in imamo kodeks. In v tem statutu piše med drugim tudi to, da se financiramo iz članarin naših članov in možno je postati tudi član simpatizer. In člani simpatizerji so zdaj že nekateri, torej simpatizerji našega združenja in jih še pridobivamo in jih bomo zdaj še mogoče malo bolj, ko se ta naša korona pomiri. Tako da bojo pristopala lahko gostinska podjetja, lahko pristopajo tudi agencije, skratka, imamo lahko tudi simpatizerje, ki nam prinesejo lahko tudi kakšen večji znesek, kot je pa sama članarina, ki je trenutno samo 35 evrov. In prej, ko smo imeli mi skoraj 300 članov, bi bil tak znesek odličen. Zdaj, ko so pa odpadli tako rekoč spremljevalci, ki so bili prej tudi vključeni v naše združenje, se je pa to število kar krepko zmanjšalo. Tako da se s članarino težko vzdržujemo in res pa je, da pričakujemo ta način simpatizerja, člana simpatizerja, ki nam bo lahko prineslo tudi nekaj več denarja. Glede organiziranosti krovne organizacije, a obstaja na nižjem nivoju, so kakšna društva, morda regionalna, ne vem, to smo morda izpustila prej pri predstavitvi, pa se združujejo v krovno organizacijo? Torej imamo v Sloveniji veliko lokalnih društev turističnih vodnikov. Imamo regionalno društvo turističnih vodnikov. Zdaj le slišim, da se na Štajerskem nekje ustanavlja tudi neko lokalno društvo turističnih vodnikov Slovenije. Zdaj sicer ne vem, kako to izgleda, lokalno društvo Slovenije, ampak recimo, pustimo, da pač vsak po svoje to skuša organizirati. Res pa je, da je vsako tako društvo potrebno registrirati na upravni enoti, se potem prijaviti v AJPES in tako naprej. Skratka, do tam je še kar en krepek postopek. In bomo videli, kako bo s tem. Je pa nekaj res, to, kar ste sami omenili, da v to krovno združenje se pa taka društva ne povezujejo, pač pa so samostojna. Zelo lep poklic, zelo lepo, mi smo ga sicer opravljali honorarno ali pa kot del zaposlenih v turistični agenciji svoj čas, seveda zahteva pa seveda razumevanje družine, če jo imaš, običajno takrat, ko pridejo otroci, nekako s turistično dejavnostjo potovanje prenehamo, to je večino ali pa glavni vzrok, Dunja, potem pa morda v starejših letih se zopet aktiviram, kaj jaz vem. To je to, bom vas vprašal čisto konkretno. Svoj čas, ko smo potovali takole naokrog, smo bili tudi člani, plačali članarino, recimo, če si velikokrat potoval, recimo francoski turistični zvezi ali pa španski, in si potem imel popuste, si imel člansko izkaznico in si na postajališčih dobil zastonj hrano, zastonj pijačo, je še zmeraj nekako v uzancah, bova rekla, uzance so zelo pomembne, da šofer in vodnik turistični prideta na kraj, imata gratis, ne vem, če še to velja dan danes. To je lepo rečeno, to ni noben zakon, ampak so neke uzance, tako je. No, imamo še vedno, recimo v Sloveniji imamo to marše, ki nam omogoča, da ko pridemo z avtobusom in s potniki pridemo in če naši potniki konzumirajo potem hrano, tudi mi dobimo lahko hrano, če pa popijejo samo kavo, pač večinoma pijemo res samo bolj kavo, Imamo pa potem tudi v Italiji, imamo Autogrill, imamo Ristop, to še vedno drži in tam je enako, torej kava nam ne uide, tudi še kakšen croissant. Prigrizek kakšen. Prigrizek. Svoj čas so tudi Adžipove črpalke, bile bencinski servisi. To so mogoče lahko imeli šoferji. Mi vodniki, saj jaz tega ne poznam, torej teh mojih 18 let, kolikor sem jaz tudi vodnik, tega jaz ne poznam. Drugače pa imamo recimo v Avstriji na določenih postojankah, izpolnimo obrazec, napišemo, da smo pripeljali toliko in toliko gostov in potem nam seveda z veseljem postrežejo.
Jaz verjamem, da se bodo zdaj stabilizirale razmere tudi za vas. Morda še za konec eno osebno vprašanje. Pišete morda zapiske, dnevnike, vodite evidenco, jaz tega nisem počel v mladih letih, mi je žal, ker mi je ušlo, spomnim se, seveda nekaj čudovitih vodenj, potovanj, enodnevnih, večdnevnih, s čudovitimi ljudmi, ampak nisem pa nikoli beležil, takrat si mlad, pa misliš, vse ni pomembno. Vas smem vprašati, gospa Dunja Olga Bohorič, beležite to, arhivirate to zadevo ali ne? Jaz osebno ja. No, zato sem vas vprašal osebno. Jaz osebno to delam od prvega potovanja, ki sem ga imela, in sicer v obliki poročila za agencijo. In ne malo kdaj se je zgodilo, da sem potnikom ponudila tudi malo razširjeno potovanje na podlagi recimo nekega programa in grem po dnevih in jim opišem, kaj smo tisti dan videli in seveda me prosijo, če jim pošljem to potem po mailu. Vendar je pa tako, da je zdaj, odkar imamo ta zakon o varstvu podatkov, moram reči, da nikoli in nikdar nisem izkoristila nobenega tega maila oziroma naslova in izključno, če me prosijo ljudje, jim pošljem samo ta, kot rečem, rezime potovanja in so zelo ljudje zadovoljni. Jaz pa tudi, ker vem, kje sem bila in kaj sem delala. Gospa Dunja Olga Bohorič, prijetno kramljanje, ki bi v najini klepetalnici lahko tudi dlje trajalo, vendar nas čas priganja. Predsednica Združenja turističnih vodnikov Slovenije, hvala, da ste bili naš gost, hvala, da ste se odzvali povabilo. Seveda, kot predsednici dobro predsednikovanje v prihodnjih letih, kajti mandat je bržkone 4-leten ali pa še večleten. Jaz verjamem, da se bomo kje srečali tudi na kakšnem drugem mestu. Upam, da se bomo srečali in da bomo tudi potovanje vključili v naše bone. Tudi to. Tudi to je možno. Tako. Hvala za obisk. Tudi vam hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, klepetalnica tokrat z gostjo Dunjo Olgo Bohorič, predsednico Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Gotovo ste izvedeli, čeprav je sedaj turizem panoga, ki je najbolj dobila oziroma najbolj oškodovana bila, najhitreje in tudi verjetno bo rehabilitacija turizma v Sloveniji tudi dolgo trajajoča. Ampak prav s tem namenom želimo seveda vam podati nekaj novosti na turističnem področju. Do prihodnje klepetalnice vam želim vse dobro in na snidenje srečno.